Komaj 22-letno dekle se s težavo prebija skozi zasnežen gozd na obrobju Celovca. Februarski mraz jo reže do kosti, vsak korak v mokrem, težkem snegu predstavlja napor. Toda odnehati ne more, od nje odvisnih preveč življenj. Čuti, da je že na robu svojih moči, ko v daljavi zagleda luč. V leseni koči prvič po dolgem času čuti varnost in toplino. Zatopljena v pogovor z gospodinjo, sploh ne opazi, ko se skozi zadnja vrata v črno noč izmuzne gospodar hiše. Le nekaj ur kasneje jo iz mirnih sanj prebudi surov prijem gestapovskih rok, ki jo nasilno zvlečejo nazaj na mraz. Hladna kovina lisic jo reže v roke, ki so se nekoč urile, da bi zdravile. Spominja se, kako se je že kot študentka medicine pridružila Zvezi komunistov Jugoslavije, da bi se borila za boljši jutri. Kako je takoj po okupaciji pustila svoje življenje za sabo, postala kurirka in ostajala zvesta svoji nalogi, tudi potem, ko je okupator zajel in za več mesecev zaprl njena starša. Kako je z bratovo pomočjo razširila delovanje tiskarskega projekta v Ljubljani, ki ga je kot kurirka nato celih 9 mesecev oskrbovala z materialom v skrajno nevarnih razmerah. Obuja spominja na pot, ki jo je nato ponesla vse od Primorja do Koroške, kjer je urila mlade ljudi, da bi nadaljevali boj, ki ga je začela. Nato pa v Celovcu, zakrinkana v cape, organizirala skupine vohunov in raznašalcev prepovedanih besedil. Njena pot se je končala v taborišču, kjer so jo do prvih majskih dni mučili in zasliševali, nato pa ustrelili, komaj 5 dni pred koncem vojne. Tako nikoli ni videla sadov, ki so jih obradila njena prizadevanja za socializem. Njeno ime je bilo Majda Vrhovnik. Njena zgodba pa je le ena izmed več tisočih zgodb članic antifašistične fronte žensk, ki so se na področju tedanje Jugoslavije borile proti okupatorju za socialistično družbo. Rojene so bile v obdobju, ko je bila vloga ženske v družbi omejena zgolj na gospodinjsko in skrbstveno delo. Ženske, ki so imele dostop do kakršnekoli politične moči, pa so skoraj vedno prihajale iz premožnejših meščanskih ozadij. Tako so bile delavke in kmetice ene izmed najbolj marginaliziranih skupin v takratni družbi. Pravni položaj žensk je bil izrazito neenakopraven. Zaradi nepoenotenega civilnega prava so v nekaterih delih države veljali izredno zastareli zakoniki, ki so jih izrecno podrejali oblasti moža. Poročena ženska je bila pravno obravnavana kot poslovno nesposobna, primerljiva z mladoletniki. V dednem pravu so bile hčere sistematično zapostavljanje, v zakonskem pravu pa je imel moški vlogo absolutne glave družine. V 30 letih se je del ženskega gibanja začel radikalizirati. V feministični prostor so vstopale mlade levičarke in komunistke, ki so vprašanje ženskih pravic povezovale z razrednim bojem in delavskim gibanjem. Komunistična partija Jugoslavije je bila edina politična sila, ki je ženske dosledno nagovarjala kot politične subjekte in jim obljubljala ekonomsko, socialno ter politično enakopravnost, kar jim je popolnoma spremenilo pogled na svet. V Jugoslaviji so leta 1946 pridobile volilno pravico, možnost ločitve in splava, v zgodnjih 50 letih je kontracepcija prvič postala dostopna, nova jugoslovanska ustava iz leta 1974 pa je priznala pravico do načrtovanja družine in enakost žensk v družini. Šele razpad stare države, druga svetovna vojna in narodno-osvobodilni boj so z jasno obljubo enakosti spolov ustvarili pogoje za temeljite spremembe. Že med vojno pa so prav ženske prevzele ključno vlogo in se množično vključevale v partizansko gibanje. Ko danes preučujemo dosežke žensk na področjih, kjer so tradicionalno dominirali moški, opazimo, da so jih socialistične države neprimerljivo enakopravneje vključevale. Izobrazba in študij sta bila za ženske veliko dostopnejša in splošno dosegljiva. Poglejmo si nekaj primerov. Med letoma 1962 in 1964 je bilo v Sovjetski Rusiji 40% doktoratov kemije podeljenih ženskam. V istem času je ta številka v Združenih državah Amerike znašala le pičlih 5%. Glede na podatke raziskovalnega centra Ameriškega inštituta za fiziko, je bilo še leta 2012 v Ameriki zgolj 37% doktoratov kemije podeljenih ženskam. Sredi hladne vojne so ZDA opazile, da v številu inženirjev zaostajajo za Sovjetsko zvezo, saj leta 1961 kar 81% delodajalcev izrecno ni hotelo zaposliti žensk. Še leta 1963 je ta delež v ZDA predstavljal manj kot 2%,
medtem ko v Sovjetski zvezi okoli 30%. Prva ženska, ki je poletela v vesolje, je bila Rusija Valentina Tereškova, ki je navdihnila sovjetska dekleta po vsej državi, da so si svoje mesto lahko predstavljale tudi med zvezdami. Ali kot je neka ukrajinska študentka zapisala Juriju Gagarinu. Že dolgo te želim vprašati, ali je mogoče, da preprosto vaško dekle poleti v vesolje. Zdaj, ko je to končno uspelo Vali, sem se odločila, da ti napišem pismo. Vem, da postati kozmonaut terja usposabljanje in še več usposabljanja. Potrebna sta pogum in moč značaja. In čeprav še nisem dovolj pripravljena, sem še vedno prepričana v svojo moč. Zdi se mi, da bi s takšnim usposabljanjem, kot se ga zagotovili Vali Tereškovi, tudi jaz lahko poletela v vesolje. V 20. letih 20. stoletja je sovjetska vlada začela program industrializacije. Prehoda iz pretežno kmečkega, zastarelega fevdalnega gospodarstva v moderno industrijo. Nove tovarne so zahtevale veliko delovne sile, kjer so bile vključene tudi ženske. Vzporedno so se začele ustanavljati delavske menze, s čimer se je delavkom omogočilo enake možnosti na delovnem mestu, saj jih je razbremenilo reproduktivnega dela. Reproduktivno delo se nanaša na opravila, kot so čiščenje, pomivanje posode, pranje perila, kuhanje ter varstvo, nega in vzgoja otrok. Ta opravila so nujna, da delavec preživi in nemoteno deluje v produkciji. Delavec je kot stroj, morda kot avto, ki ga vzdržujete s tem, da mu natočite bencin, menjate motorno olje in očistite, da tisti kos bureka na zadnjem sedežu ne zgnije in ga celega zasmradi. Kljub temu, da so takšna reproduktivna opravila nujna, pa jih pogosto jemljemo za samoumevna, saj se opravljajo predvsem doma, ker jim po novejših raziskavah ženske letno posvetijo v povprečju okrog 1600 ur, kar bi lahko pretvorili v 208 urnih delovnih dni, približno toliko, kot zahteva redna zaposlitev. Ženske imajo v kapitalistični družbi tako dvojni odnos do dela, saj so hkrati plačane delavke na delovnih mestih ter neplačane delavke doma in posledično dvojno izkoriščene. Ženske so bile temeljni del socialistične ekonomije v času, ko so jih v zahodnih državah predvsem prezirali. Leta 1974 so skoraj polovico vse industrijske delovne sile v Sovjetski zvezi predstavljale ženske. Tu ne gre za okrasno statistiko. Ženske niso bile le usiljene na tekoči trak, ampak so bile ključna sila v jedrnih sektorjih. V elektrotehniki in razvoju elektrotehnike so predstavljale okoli 70% zaposlenih. Skoraj vsak drugi inženir v državi je bila ženska. V zahodnih državah se je v tem obdobju začel tako imenovani drugi val feminizma, ki so mu podobne današnje oblike liberalnega feminizma. Osredotočal se je predvsem na kulturne neenakosti, družbene norme, kontracepcijo ter spolno nasilje. Gibanju je v veliki meri uspelo doseči formalno enakost med spoloma, njihov pristop pa je bil, za razliko od tistega v socialističnih državah, popolnoma individualiziran. Osredotočale in borile so se na primer za posamezničino pravico do splava, ne pa za širšo strukturno inkorporacijo reproduktivnih pravic. Hej, spet jaz. Reproduktivne pravice se nanašajo na svobodo posameznikov pri spolnosti in razmnoževanju. Poleg splava pojem v resnici pokrija veliko večje število pogojev, ki bi morali biti zagotovljeni, da se lahko ljudje resnično, prostovoljno in samozavestno odločajo glede svojega telesa ter preprečijo tudi ostale negativne posledice neozaveščenosti. Vključujejo torej tudi pravico do lahko dostopne kontracepcije in druge aspekte posameznikovega spolnega zdravja, kot je pravica do kvalitetne reproduktivne zdravstvene oskrbe, poučevanja o spolno prenosljivih boleznih, menstruaciji in načrtovanju družine. Te zahteve so se popolnoma skladale z neoliberalizmom, ki je bil v tistem času na vzponu, z voditelji kot sta Margaret Thatcher in Ronald Reagan. Cilj neoliberalizma, ki nam vlada še danes, je razgraditi socialno državo, javno zdravstvo, izobrazbo in socialno zaščito. Te storitve se privatizira, kar omogoči peščici, da se z njimi obogati. Namesto, da bi skupnim družbenim bogastvom poskrbeli za človekove potrebe, se breme tega prenese na posameznike, ki si to vedno težje privoščijo. Kapitalizem je prevzel to obliko feminizma, saj je tako lahko navidezno zagotovil površinsko enakopravnost žensk. Hkrati pa je sistem ostal popolnoma neogrožen. Z neoliberalizmom je prišlo tudi do strmega padca plač moških delavcev, s čimer se posamezno gospodinjstvo ni bilo več možno preživeti na samo eni plači. To je vodilo do vse večjega vključevanja žensk na delovna mesta. Danes se uspešne ženske v množični kulturi
Prikazuje kot girl bossice, ki lahko konkurirajo moškim na trgu dela, so čedalje bolj vključene na dobro plačanih delovnih mestih, v politiki in podobno. S takimi primeri se prikazuje domnevno enakost med spoloma. Ne izpostavi pa se realnosti, da je v procesu prišlo do velikih razrednih neenakosti med ženskami. Le majhen delež si namreč lahko privošči svoje reproduktivno delo preložiti na druge delavke, pogosto revne pripadnice manjšin. Na drugi strani pa je večina, ki je obsojena na opravljanje dvojnega dela, produktivnega dela na delovnem mestu in reproduktivnega dela doma. To vodi tudi v percepcijo žensk kot zgolj sekundarne delovne sile, kar pomeni, da so obsojene na opravljanje najslabših služb za krajši delovni čas. Liberalni feminizem, ki ga še danes podpirajo mediji in je zato splošno prisoten v javnem diskurzu, torej ne naslavlja strukturnih problemov neenakosti žensk. Razlog za to je, da je ta podrejeni položaj za kapitalizem izjemno koristen. Nizke plače namreč pomenijo nižje stroške za delodajalce in posledično večje dobičke. Hkrati se lahko te nižje plače žensk uporabijo tudi kot izgovor za nižanje plač moških, s čimer se aktivno spodbuja nasprotja in sovraštvo med spoloma, kar pozornost odvrača od resničnih konfliktov med razredi. To strategijo deli in vladaj lahko vidimo tudi pri odnosu do migrantskih delavk in delavcev. Z zelo podobnimi trendi se soočamo tudi v postsocialističnih državah vzhodne Evrope, saj je tudi sem prodrla neoliberalna logika, ki počasi, ampak temeljito, razgrajuje še tiste elemente socialne države in ekonomske enakopravnosti žensk, ki so nam ostali kot zapuščina socializma. Eden ključnih osvobajajočih vidikov socializma je bil polno plačan porodniški dopust in zagotovitev, da se ženska vrne na enako delovno mesto. Po vpeljavi kapitalizma so se ta izplačila začela nižati, dolžina dovoljenega starševskega dopusta pa daljšati, s čimer se ženske vse bolj odriva iz formalne ekonomije. Širiti se je začelo tudi delo za skrajšan delovni čas, s čimer se ženske, ki ne morejo preživeti od zmanjšanih nadomestil plače, spodbuja k prekarnim oblikam dela. S tem so še bolj izključene iz družbe, nadalje pa se jim zmanjšujejo tudi druge pravice, kot so pokojnine, dopusti in zdravstveno zavarovanje. Na Madžarskem so na primer do leta 2000 starševski dopust podaljšali z 2 na 3 leta in močno znižali izplačila, s čimer so se izdatki države dejansko zmanjšali. Na Češkem se je starševski dopust podaljšal z 2 na 4 leta, matere pa so bile do leta 2008 v najboljšem primeru upravičene zgolj še do 20% povprečne plače. Stanje je zelo podobno tudi v Rusiji in baltskih državah. Slovenija je sicer zaradi različnih političnih komplikacij ta proces izpeljala nekoliko počasneje, vseeno pa je močno razširila možnost opravljanja dela po skrajšanem delovnem času in nadomestilo pri porodniškem dopustu znižala na 90% plače. Te spremembe neposredno povečajo odvisnost mater od družine in predvsem od partnerjev, kar direktno utrjuje patriarhalna družbena razmerja. Še zadnjič. Tale je pomemben in tudi najpogosteje narobe razumljen. Patriarhat je sistem, v katerem imajo moški večino moči v družbi. Odločajo o pomembnih družbenih, političnih in ekonomskih zadevah, ženske pa so pogosto omejene le na skrb za gospodinjstvo. Temelji na izkoriščanju žensk zaradi njihovega podrejenega položaja v družbi in se združuje preko napačnih predpostavk domnevno naravnih in prirojenih lastnosti žensk. V različnih oblikah se je ohranjal skozi vsa zgodovinska obdobja človeštva, o prehodu v industrijski kapitalizem v 19. stoletju pa se je močno okrepil, ker je ta sistem temeljil na dedovanju pridobljenega bogastva. Drugi vidik, prek katerega se odraža neoliberalizacija, je ukinitev javnovarstvenih ustanov. V Rusiji, na primer, so po vpeljavi kapitalizma število jasli in vrtcev med leti 1990 in 2000 znižali za 40%, kar je povzročilo popoln propad sistema javnega varstva otrok, posledično pa je delež zaposlenih žensk padel z 99 na 64%. V državah bivše Jugoslavije je bil proces nekoliko počasnejši, a vseeno smo v Sloveniji izpeljali reforme, ki so odgovornost predale na občine, cene pa se je nehalo določati na podlagi višine dohodka v družini, kar je močno zmanjšalo dostopnost za večino prebivalstva. Med tema dvema vidikoma lahko potegnemo jasno vzporednico, saj se s podaljšanjem starševskega dopusta, zaradi česar lahko mame ostajajo doma z otroki, direktno omogoči ukinitev javnovarstvenih kapacitet. S tem se breme reproduktivnega dela ponovno prestavi na ženske.
To direktno vpliva tudi na ženske, ki niso matere in nimajo teh ambicij, saj se spremeni pogled delodajalcev na celotno žensko delovno silo, ki ji posledično ne ponuja vodilnih ali odgovornih položajev. Ženske še vedno večinoma delamo v feminiziranih poklicih, ki so necenjeni, slabo plačani in mnogokrat ne dosegajo niti najbolj osnovnih delavskih pravic. Mednje spadajo predvsem čistilke, kuharice, medicinske sestre, vzgojiteljice in učiteljice. Stigma, ki se pogosto drži takih poklicev, nakazuje na podrejeni položaj žensk v kapitalistični družbi, ki se v različnih oblikah lahko reproducira še naprej, kljub doseženi formalni enakosti. Socialna država med drugim razpada tudi na račun oboroževanja in izdatkov NATO paktu. Denar, ki bi bil lahko namenjen javnim storitvam, naši politiki raje obljubljajo Evropski uniji. Vrtci, jasli, zdravstveni sistem, domovi za ostarele postajajo vedno dražji, manj kvalitetni in lokacijsko nedostopni. Bogatejši se seveda lahko zatekajo k privatnim ponudnikom, medtem ko smo ostali prepuščeni samim sebi, delo pa pade na ramena žensk znotraj posameznih gospodinjstev. Kapitalistična država zaradi nezadostnega financiranja javnega sektorja, ki ga sestavljajo predvsem feminizirani poklici in privatizacije velikega dela oskrbe, ni zmožna odpraviti dvojnega izkoriščanja žensk, ki je izvor sistemske neenakosti žensk v kapitalistični družbi. Mnogi bi kot popravilo izkoriščenosti žensk v gospodinjstvih predlagali plačano gospodinjsko delo ali pa enakomerno razdelitev med spoloma. Pomembno je poudariti, da takšne ideje, ki na prvo žogo zvenijo logične in preproste, niso smiselne. Tudi če bi se hipotetično lotili realizacije takšnih rešitev, bi takšno delo še vedno ohranjalo svoj izkoriščevalski značaj. Ostalo bi izolirano od širše družbe in tisti, ki bi ga upravljal, bi še vedno otopel zaradi njegove ponavljajoče se narave. Hkrati bi še naprej predstavljalo prepreko pri povezovanju z drugimi delavci in oblikovanju zahtev za odpravo kapitalističnega izkoriščanja v javni sferi. Krpali bi zlom z obližem, saj se ne bi naslovilo dejanskega izvora problema. Temeljni problem tako imenovanega domačega dela namreč ni dejstvo, da je neplačano, ospoljeno ali necenjeno. To so le posledice same oblike, v kateri obstaja, saj je izvzeto iz širše družbe. Če odgovor torej ne tiči v pomanjkljivi socialni državi, kaj nam potem sploh preostane? Da bi se delavke enkrat in za vselej rešile takšnega neizpopolnjujočega dela, ki so ga primorane več tisoč ur letno opravljati poleg svojega delovnika, moramo stremeti k premiku gospodinjskega in skrbstvenega dela v javno sfero, z uvedbo javnih menz, dostopnih domov za ostarele, kvalitetnega javnega šolstva in vrtcev ter ostalih javnih storitev. Odgovor se torej skriva v tako imenovanem socialističnem podružbljanju reproduktivnega dela, edini pravi obliki ženske emancipacije. Reproduktivno delo bi se z vlaganjem v javne, brezplačne storitve, ki bi bile dostopne vsem, v čim večji meri preneslo na skupnost. Reproduktivno delo bi se podružbilo, s čimer bi odgovornost ramen posameznic padla na družbo kot celoto. Namesto da bi si del vrednosti, ki jo delavci ustvarijo s svojim delom v obliki dobička, z izkoriščevalskimi razmerji prilastili kapitalisti, bi se ga lahko usmerilo v zadovoljevanje skupnih potreb ljudi. Hkrati bi se reproduktivno delo šele s podružbljanjem lahko tudi strokovno razvilo. Podružbljanje reproduktivnega dela je v neki obliki že obstajalo v socialističnih državah, vendar se je s ponovno privatizacijo izgubil čisto vsak zametek take ureditve zaradi preprostega razloga. Kapitaliste stroški podružbenih oblik reproduktivnega dela pač precej stanejo. Če država reproduktivno delo podružbi v obliki javnih storitev, se mora kapital odpovedati nekaterim dobičkom v obliki davkov ali mest. Zato bremena in stroške reprodukcije delovne sile raje preloži na ženske v posameznih gospodinjstvih. Če torej kapital reproduktivno delo ohranja v posameznih gospodinjstvih zato, ker je to zanj najcenejše, potem podrejeni položaj žensk v družbi ni posledica napake v sistemu, temveč nujni pogoj za njegov obstoj. Zato ga ne moremo odpraviti z majhnimi popravki, boljšimi politikami ali z dobrimi nameni tistih, ki imajo tega sistema največ koristi. Zgodovina nas uči nekaj zelo preprostega. Pravice niso bile nikoli podarjene, bile so priborjene. Ne prek uspehov posameznic, temveč tako, da so se organizirale, povezovale in zahtevale strukturne spremembe. Ko so bile del političnega gibanja, so postale politična sila. Današnji liberalni feminizem ponuja drugačno zgodbo. Zatrjuje nam, da se lahko vsaka prebije sama. Če le sprejme pravilne odločitve, če se dovolj potrudi in če malo stisne zobe.
Toda ta zgodba ignorira dejstvo, da za večino to ni izvedljivo, ker so njihove življenjske priložnosti omejene z razrednim položajem, z neplačanim delom, z razpadom javnih storitev in z naraščajočo privatizacijo reproduktivnega dela. Če želimo odpraviti dejanski izvor spolne neenakosti, potem ne moremo govoriti le o enakosti na papirju. Govoriti moramo o tem, kdo nosi breme družbene reprodukcije. Govoriti moramo o javnih vrtcih, menzah, zdravstvenem sistemu, o skrbi starejših. Govoriti moramo o podružbljanju dela, brez katerega je vsaka emancipacija zgolj začasna in omejena le na privilegirane. In tukaj pridemo do bistva. Nobena od teh sprememb se ne bo zgodila sama od sebe. Kapital se ne bo odpovedal dobičkom, država ne bo investirala v javni sektor, če je v to nihče ne prisili. Edina realistična rešitev za politične in spolne neenakosti zato ni individualni uspeh, temveč organiziranje. V političnih gibanjih, v organizacijah, v kolektivih, ki razumejo, da so razredni boj, feministični boj in boj za javne storitve ena in ista stvar. Vprašanje torej ni, ali si želimo enakosti. Vprašanje je, ali smo se zanjo pripravljene organizirati. Ker brez organiziranja ne bo podružbljanja, brez podružbljanja ne bo emancipacije in brez razrednega boja se zgodovina ne premakne.